Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje, vsak krmari k pogrebu. Svetloba samo nas druži kot zvezde na nebu, a včasih so daleč poti, da roko v roko ne seže. A včasih preblizu so si, da z nohti srce kdo doseže. Od tega menda človek umre, od tega menda se zvezda pospe. Svoj govor na očetovem pogrebu je zaključil z besedami pesnika, ki je bil njegovemu očetu, veliki osebi, svetovljanu, podjetniku, domoljubu, znanstveniku, prijatelju in družinskemu človeku še posebej pri srcu. Zbrala se je skoraj nepregledna množica, med katerimi so bili prisotni ljudje z vseh koncev sveta, od vplivnih gospodarstvenikov do raziskovalcev, do prijateljev, do podjetnikov, tudi brezdomcev in delavcev. A vsi, ki so se zbrali na ta dan, da ga pospremijo na zadnjo pot, so bili v prvi vrsti njegovi prijatelji in on je imel njih rad. Tisti dan nebo ni jokalo, tisti dan je sijalo sonce, kot bi hotelo nekaj sporočiti, da Mece sprejema veliko osebo in se je veseli. Dan je bil tak, kot je bilo njegovo življenje, poln, sijoč, prijeten in veličasten, a vendarle skromen, tih in spokojen. Svojo pot je zaključil natančno tako, kot si je celo življenje za njo prizadeval. Spoštovane in spoštovani, danes je dan, ki je velik, ki je sijoč, ki je tudi sončen in ki je prijeten in lepo vas pozdravljam na podelitvi priznanj za inovacije Zasavja 2020. Lepo pozdravljam magistra Tomaža Berginca, predsednika Zasavske gospodarske zbornice, gospo Jasno Gabrič, županjo občine Trbovlje, gospoda Marka Funkla, ki prihaja, in gospoda Tadeja Špitalarja, direktorja občinske uprave Zagorja ob Savi. Še posebej pa lepo pozdravljam vse vas, zasavske inovatorke in inovatorji. Preden zares pričnemo, še nekaj zelo kratkih navodil, in sicer sta to dve navodili. Prvo navodilo se dotika tehle zadev na naših obrazih, in sicer so maske obvezne skozi celoten potek in dogajanje in pa prihajanje ter zapuščanje tegale prostora, zapuščate ga skozi tistele vrata tam, kjer piše izhod, no, prihajate pa ponovno noter skozi tale vrata, kjer piše vzhod, seveda to je, ne vzhod, vhod. To je v primeru, če bi vas pritisnilo kam in bi morali zapustiti prostor v tem času. Sicer pa sem Aleš Ugovšek in vas bom danes popeljal skozi tole podelitev, katere kronološki začetek zgodbe ste že slišali v samem uvodu. Šli pa bomo čez že 24. regionalno podelitev priznanj inovatorjem Zasavja. Ja, Zasavje je prav posebno, saj je tista regija, ki je prva začela s podeljevanjem inovacij in promocijo inovativnosti že leta 1996, no projekt pa je iz tega vašega Zasavja prerasel v nacionalni projekt in danes po toliko letih podeljujemo inovacije tudi na nacionalnem nivoju in letos se bo to zgodilo 30. novembra, upajoč na Brdu pri Kranju, verjetno pa v veliki meri tudi preko spleta. No, od leta 1996 pa vključno z letošnjim razpisom je prispelo na vaše razpise 545 inovacij, na katerih je sodelovalo 1353 inovatork in inovatorjev. Izjemno čestitam in bravo. Verjetno nas ima večina neko predstavo o tem, kako in kdaj bi radi zapustili ta svet. No, resnici na ljubo je to vsaj v polovici, če ne več, odvisno samo od nas. Pa ne toliko, kdaj bomo zapustili, na to nimamo vpliva, ampak kako bomo zapustili ta svet. Ljudska modrost namreč pravi, da kar seješ, to tudi žanješ, in to je odgovor na to vprašanje, kako. Končal bom s tem za začetek in ob tej priložnosti vabim k uvodni besedi predsednika Zasavske gospodarske zbornice, gospoda Tomaža Berginca.
Hvala lepa. Glede na to, da držim distanco, bom med govorom umaknil tole masko, jo bom pa obljubim takoj dal nazaj gor, ko se bom tlele odstranil. Spoštovana županja Trbovlj, gospa Jasna Gabrič, spoštovan direktor občinske uprave Zagorje, Tadej Špitalar, dragi gostje, predvsem pa res dragi inovatorji in inovatorke. Pogled na virus in življenje, povezano z njim, je danes brez dvoma drugačen, kot je bil pred pol leta. Če smo bili takrat šokirani, da se kaj takega v 21. stoletju sploh lahko zgodi in so nekateri hoteli ves svet kar za en čas zaustaviti, nam je danes več kot jasno, da bo treba z virusom živeti in ne samo živeti, treba bo delati in ustvarjati novo vrednost. In le na ta način lahko namreč zadržimo visok življenjski standard, ki ga imamo v Evropi in s tem tudi v Sloveniji. V naših podjetjih se tega zavedamo in današnja podelitev nagrad Zasavske gospodarske zbornice je samo dokaz tega dejstva. Namreč inoviranje ves čas ni zastalo in da ni zastalo, bomo lahko videli tudi na podelitvi nagrad naslednje leto, ker bodo posledica letošnjega dela. Se pa zaradi drugačnih razmer spremenilo marsikaj v zvezi z inoviranjem in sicer tako izdelki, procesi in sam način in princip dela pri inoviranju. Glavni trendi zadnjega desetletja, kot so digitalizacija, trajnostni razvoj, povezan z varstvom okolja in krožnim gospodarstvom ter e-mobilnost, so vsi dobili samo en dodaten zagon. Praktično vsak nov izdelek ali proces mora vsebovati te elemente. Kupci so namreč vse bolj ozaveščeni in prepoznavajo te lastnosti in jih vedno bolj tudi cenijo. Poceni izdelki, narejeni iz spornih materialov, včasih tudi na nehuman način, nimajo v bistvu nobene prihodnosti več. Dragi inovatorji, imejte prosim to v vidu, kadar inovirate. Naslednja velika sprememba pa se seveda pojavlja pri timskem delu. Timsko delo samo po sebi je že tako ali tako velik izziv. Timsko delo na daljavo pa postavlja izziv še večji, ampak na ta način še bolj pride do izraza argumentirana diskusija, kjer štejejo argumenti in dejstva in izmenjava mnenj, ne pa samo položaj in moč odločevalca. In če sledimo vsem tem trendom in načinom dela, verjamem, da takšen izdelek, ki pride kot rezultat tega, bo boljši, bolj prodoren in še uspešnejši na trgu. Včasih že malo obrabljen pregovor pravi, da je kriza vedno priložnost za najboljše in najprodornejše. Ampak inovatorji seveda sodite mednje. Torej izkoristimo to priložnost in vsak po svoje, po najboljši moči prispevajmo, da bo svet čistejši, lepši in seveda bolj prijazen do ljudi. Iskrene čestitke vsem nagrajencem in sigurno lahko rečem, da se spet vidimo ob letu obsorej v še večjem številu. Hvala lepa. Iskrena hvala, gospod Berginc, če bi videli pod masko, bi videli, da se prisrčno smejim. Vesel sem vaših besed, tudi vaših pobud vsem inovatorjem in z veseljem podpišem to, kar ste povedali. Izkoristil pa bom priložnost, ko ste že govorili o priložnosti, da k naslednji besedi povabim gospoda Tadeja Špitalarja, ki bo inovatorje pozdravil v imenu danes odsotnega župana Zagorja ob Savi. Gospod Špitalar, prosim. Jaz bom masko obdržal, da vidim, ali so naše maske sposobne prepuščati dovolj glasu, ali bo potrebno mogoče kakšno inoviranje za njih, pa bo do drugo leto boljše. Spoštovana županja občine Trbovlje, gospa Jasna Gabrič, spoštovani direktor, predsednik in pa direktorica gospodarske zbornice, gospod Tomaž Berginc in gospa Staša Baloh Prahutnik, spoštovani predstavniki vseh nagrajenih podjetij, organizacij, direktorice, direktorji, ravnateljice, ravnatelji in tako naprej, predvsem pa vsi zbrani, prisrčna dobrodošlica v imenu
župana Matjaža Švagana in v svojem imenu. Danes se nahajamo v stekleni dvorani Delavskega doma Zagorje, ki praznuje 60 let. Priča smo v obdobju, ki je drugačno. Torej ne zgolj tistemu izpred omenjenih 60 let, temveč tistemu izpred 6 mesecev. Življenje, kot smo ga poznali in živeli še pred kratkim, se je korenito spremenilo. Lahko rečemo, da praktično čez noč. Težko bi mu nadeli zgolj pridevnik inovativno, pa vendarle nas pojav novega koronavirusa vsak dan vodi k spremembam, k novim zamislim, novim postopkom, navadam in novim kreativnim rešitvam. Kreativnost je osebni kapital, je nadgradnja znanja in naših veščin, kajti če so ta zgolj rutina, običajno ne prinesejo napredka. Korak dlje so novi pogledi na pravzaprav vse, kar nas obdaja, pri tem pa je inovativnost skupinski kapital. Je izmenjava idej in gnezdo novih zamisli in rešitev. Izmenjava idej vliva zavedanje, da je mogoče postopke, izdelke ali storitve izboljšati, predrugačiti, prenoviti ali izdelati na povsem nov način. Kreativnost generira optimizem, ta pa generira srečo. In ravno optimizem je eden od pogojev za inoviranje, torej za inovacije. Verjamem, da ga je danes odvodarni na pretek in to povsem upravičeno. Vse nagrajenke in nagrajenci ste lahko upravičeni ponosni na pot, ki ste jo letos prehodili do današnjih svečanih podelitev priznanj. In verjemite, da smo na vas ponosni vsi. Zato za konec iskrena hvala, da ste del našega okolja, del Zasavja, predvsem pa zahvala, da ste zmogli v teh negotovih časih ne le prispevati k skupni blaginji, temveč ohranjati pozitivno energijo in slediti svojim sanjam na poti do inovacij. Čestitke nagrajenkam in nagrajencem, srečno vsem in pa ostanimo zdravi. Hvala tudi gospodu Špitalarju. Glede mask, inovativnih mask, mislim, da se že nekaj dogaja. Pred kakšnima 2 tednoma sem srečal gospoda, ki je imel vsaj na videz mrežasto masko, pa se nisva uspela uloviti, da bi mi povedal, ali prepušča ali ne, ali je efektivna ali ne, ampak mislim, da je bil prototip. Torej, da vidimo, kaj prihaja. Hvala še enkrat. Kot zadnjega pa danes k uvodnemu nagovoru vabim predsednika komisije za izbor najboljših inovacij Zasavja, gospoda magistra Leopolda Povšeta, da poda nekaj besed o samem izboru in pa tudi o letošnjem izplenu. Prosim. Spoštovani, tako kot Tour de France je tudi letos bila Komisija za inovacije pred izzivom predstavitve. Tudi mi smo predstavljali, uspešno predstavili in sedaj smo pred rezultati. Komisija za inovacije v letošnjem letu je delovala v sestavi Nada Zupan, Blaž Zupan, Miran Dolinšek, Tilen Sever in moja malenkost. Na razpis je prispelo 27 inovacij iz 4 zasavskih občin. Komisija je opravila uspešno svoje delo in ugotovila, da se podeli 9 zlatih priznanj, 9 srebrnih priznanj, 9 bronastih priznanj, na državni nivo pa se vrstijo 5 najboljših zlatih priznanj. V svojem imenu in v imenu komisije vsem iskreno čestitam in vas vabim naslednje leto še v večjem številu, da se udeležite razpisa za inovacije Zasavje 2021. Hvala. Procesa. Sam pa nadaljujem z zgodbo, ki sem jo začel povsem na začetku. Sedel je v prvi vrsti pred improviziranim odrom na udobnem novem naslonjaču, ki so mu ga sodelavci kot darilo kupili ob odhodu v pokoj. Tisti dan je obrat ugasnil stroje, iz dela proizvodnje pa so pripravili dvorano z odrom, pred katerim se je zbralo vseh 153 zaposlenih, od vseh vodij pa do proizvodnih delavcev in snažilk. Bili so njegova družina, za katero je srčno delal zadnjih 32 let. Bil je cenjen kot sposoben, pošten in pravičen direktor, ki je popeljal podjetje do enega izmed najbolj inovativnih in cenjenih podjetij v svojem področju v svetovnem merilu.
Pomirjen in zadovoljen je spremljal program, ki so mu ga pripravili in ki se je zaključeval s čustvenim nagovorom njegovega naslednika. Ta ga je zaključil z besedami Quincyja Jonesa: ko prideš z nalogo, je ne zapusti, dokler ni končana. Naj bo velika ali mala, jo speli dobro ali pa je sploh ne začenjaj. Drage in cenjeni, ne bomo nadaljevali s Quincyjem Jonesom, je pa čas za prvo glasbeno točko, v kateri bosta Miloš in Samo, sinova Vlada Poredoša, ki se bodo sedaj pridružili na odru, odigrali instrumentalno izvedbo Salamurce. Hvala lepa Vladu in Samu in Milošu za tole prvo dejanje od današnjega mini koncerta v 4 dejanjih, torej še 3 dejanja prihajajo. Oblečen v svečano obleko je stal pred polno dvorano svežih doktorjev znanosti, profesorjev, staršev in ostalih prisotnih, ki so se udeležili svečane podelitve. Pripadla mu je čast, da se je kot najboljši doktorand nagovoril navzoče in s svojimi besedami je pritegnil množico. Ni bil poznan le kot odličen študent in raziskovalec, ampak predvsem kot človek, na katerega so se lahko njegovi prijatelji in tudi sovrstniki ter profesori zanesli in se z njim iskreno pogovorili, ker je znal odmeriti čas prav za vsakega in je bil pripravljen pomagati vedno, ko je bila pomoč potrebna. Besed v govori ni bral, ampak jih je govoril iz srca. Govoril je o poti, ki jo je prehodil, o izzivih, ki so zadevali njega in ostale raziskovalce, in govoril je o hvaležnosti za vse, kar mu je bilo dano do sedaj v življenju. Pri tem se je s pogledom ustavil v 3. vrsti, kjer sta sedela ponosna starša, poleg njiju pa njegova žena in njuna 2 otroka. Njegova pot je bila nedvomno v vzponu, čakalo pa ga je mesto v podjetju, a vedel je, od kod izhaja in kdo so tisti, ki so mu pomagali tlakovati pot. Tako, prišli smo do tistega dela, ki je najpomembnejši. Dovolili mi boste, da skočim po to, kar sem pozabil,
ker bom nujno potreboval, namreč prišli smo do podeljevanja bronastih priznanj za inovativnost. Bronasta priznanja bosta podelila magistra Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje, in magister Leopold Pavše, predsednik komisije za izbor najboljših inovacij v Zasavju. Oba prav lepo povabim na mojo levo stran, kjer bosta podelila vseh 9 bronastih priznanj. Pa začnimo. Prvo bronasto priznanje za inovacijo razvoj desne linije za obdelavo cevi prejmejo Matevž Bajda, Francijo Cepek, Damjan Strmljan, Jure Razpotnik, Matic Kreže, Dimitrij Režun in Roman Slak iz družb ETI Elektroelement in RC Enem. Prosim predstavnika, da prevzame to priznanje. Inovacijski predlog obsega razvoj tehnologije mehanske obdelave cevi v sintranem stanju. Mehanska obdelava cevi se sestoji iz operacije obdelave posnetja robov, obdelave brušenja utorov in končnega tlačnega preizkusa. Z njo so v ETI združili operacije mehanske obdelave z avtomatizacijo v proizvodnem obratu tehnične keramike. Na ta način so uspeli zmanjšati, če ne kar odpraviti, človeški faktor in doseči dodatno izboljšanje kvalitete izdelka. Mesečno spremljanje rezultatov v proizvodnji pa je pokazalo tudi druge pozitivne efekte, med drugim tudi dvig produktivnosti. Iskrene čestitke še enkrat in obilo uspehov tudi vnaprej. Ravnokar sem dobil navodilo, da lahko po 2 predstavnika prihajata na oder, vkolikor sta seveda 2 predstavnika. Drugo bronasto priznanje za inovacijo, razvoj tehnologije in avtomatizacije kontrole kakovosti ločilnikov EFD 14 in 22 pa prejmejo Said Beganović, Miha Brvar in Miha Medved, tudi iz ETI Elektroelement. Stalno zagotavljanje in izboljševanje kakovosti produktov je ena od pomembnejših strategij podjetja ETI. Pri varovalčnih ločilnikih EFD 14 in EFD 22 so se odločili posodobiti in izboljšati proces izvajanja kontrole kakovosti. Z inovativnimi in sistematičnimi pristopi, kot so 6 Sigma, in z upoštevanjem načel vitke proizvodnje so analizirali ustreznost obstoječega kontrolnega procesa, razvili novo metodo za izvajanje kontrole kakovosti in izdelali ter uvedli v proizvodnjo novo in popolnoma avtomatizirano napravo za izvajanje kontrole. Z novim kontrolnim procesom niso samo izboljšali kakovosti izdelkov, ampak tudi produktivnost v proizvodnji in s tem posledično zagotovili doseganje dobavnih rokov in večje zadovoljstvo kupcev. Tretje bronasto priznanje za inovacijo avtomatizacija dekoracije steklenih izdelkov posebne oblike z brizganjem pa prejmejo predstavniki iz podjetja Steklarna Hrastnik, in sicer Stana Andžić, Agron Sejdi, Irena Brunček, Anja Škobrne, Zvonko Vidic in Ruža Kahteran. Specialni steklarni artikli, namenjeni enkapsulaciji kemijskega gasilnega sredstva, so se ročno dekorirali z brizganjem. Pri tem procesu je bilo potrebnih več izvajalcev, izvajati je bilo potrebno kompleksne in za delavca obremenilne gibe, ročni proces pa je povzročal napake pri izdelkih, neenakomerne nanose in večje izgube barve pri brizganju izdelkov. Avtomatizacijo dekoracije steklenih izdelkov posebne oblike z brizganjem so v Steklarni Hrastnik izvedli s pomočjo prilagoditve obstoječe naprave ter zelo nizkimi investicijskimi stroški uspeli ta proces bistveno izboljšati. Produktivnost se je povečala za 130%, poraba materialov se je zmanjšala za 40%, proizvodnja je uspešnejša, kvaliteta izdelkov je občutno višja.
Predvsem pa so delovna mesta z avtomatizacijo postala bolj ergonomska in manj obremenilna za delavce v oddelku dekoracije. Četrto bronasto priznanje za inovacijo, razvoj tehnologije izdelave ceha keramičnih osnov prejmejo Damjan Strmljan, Stojan Zorko mlajši, Francijo Cepek, Jure Razpotnik, Samo Urbanija, Simon Lebar in Ines Bantan iz družb ETI, Elektroelement in RC Enem. Čestitke. V ETI-ju so razvili tehnologijo izdelave keramičnih osnov za cilindrične varovalke. Izdelane naprave so razvite glede na predhodno testiranje in izkušnje in jih ni mogoče kupiti na trgu. Inovacija je vključevala razvoj materiala in nadgradnjo procesov ekstrudiranja, suhega rezanja in zlaganja, sintranja ter centerless brušenja. Večjo novost predstavlja rezanje osnov v suhem stanju, s čimer so zmanjšali stroške rezalnega orodja, hkrati pa lahko ostanke materiala ponovno uporabijo. V eni napravi so združili operacije rezanja in posnetja roba, kar zvišuje produktivnost in kakovost končnega izdelka. Z razvojem kvalitetnejših CH osnov s 30% višjo mehansko trdnostjo pa so si odprli tudi možnosti razvoja končnih varovalk za specialne aplikacije. Tudi naslednje priznanje gre v ETI Elektroelement in sicer za inovacijo nadgradnja stiskalnic, varovanje orodij in jo prejmejo Rok Vozel, Janez Rozina in Franci Smrkolj. Iskrene čestitke. Pri procesu štancanja kovinskih izdelkov prihaja do poškodb in loma orodij, kar povzroča velike zastoje in stroške. Zaradi želje po zmanjšanju tega vpliva v procesu so v ETI-ju izvedli predelavo in nadgradnjo stiskalnic. Gre za elektronsko nadgradnjo stiskalnic, ki vsebuje kompletno zamenjavo krmilja, montažo operaterskega panela ter dograditev enkoderja za suka. V nadgrajeno opremo so sprogramirali želene funkcije za monitoring. Bistvena funkcija je spremljanje kota pozicije stiskalnice. Novost je tudi uporaba induktivnega analognega senzorja, ki meri razdaljo pritisne plošče orodja od vodilne plošče orodja med procesom. V primeru, da je izmerjena razdalja neustrezna, se stiskalnica nemudoma zaustavi, kar prepreči poškodbe orodja. Inovacija močno zmanjšuje stroške vzdrževanja in dviguje produktivnost. Šesto bronasto priznanje za inovacijo protihrupna zaščita v proizvodnji embalažnega stekla z visoko požarno odpornostjo za kompleksne kontinuirne vire mehaničnega hrupa pa prejmejo Simona Lesar, Jaša Polutnik in Robert Gal iz Steklarne Hrastnik ter Edo Grubešič, Darko Bajazet iz strojarsko-akustičnega inženiringa. Iskrene čestitke. Hrup je eden glavnih okoljskih problemov v svetu, ki zahteva dodatne ukrepe za varovanje ljudi in okolja. Steklarna Hrastnik se je zato v okviru trajnostnega delovanja odločila za ukrepe dodatne redukcije hrupa v tovarni, ki imajo bistven pozitiven vpliv na stanovalce v neposrednji okolici industrijske cone. Ukrepi zaradi zahtevnega tehnološkega postopka ter geografskih značilnosti zahtevajo pristop po meri uporabnika. V timu s podjetjem Saing d.o.o., ki ima dolgoletne izkušnje na področju akustike in protihrupne zaščite, so se izdelale sistematične rešitve z matematičnim modeliranjem pretoka zraka, temperatur, pritiskov in nenazadnje pravilno izbiro materialov in njihovo postavitvijo, kar je imelo za rezultat bistveno znižanje hrupa v smeri ruralnega okolja. Ostala so še 3 bronasta priznanja in sicer naslednjega za inovacijo razvoj aplikacije za dimenzioniranje jedra diferenčnega transformatorja prejmeta Urban Majdič in Lucijan Strehar iz družbe ETI Elektroelement. Iskrene čestitke.
Pri razvoju novih stikal na diferenčni tok glavni izziv predstavlja ustrezno dimenzioniranje jedra diferenčnega transformatorja. Jedro predstavlja velik del cene aparata, zato je njegovo optimalno dimenzioniranje še toliko bolj pomembno. V konkurenčni panogi, kjer sta cena in kvaliteta izdelka ključnega pomena, so hitre prilagoditve trgu glavne prednosti podjetja. Ker so do sedaj bili pri preračunih odvisni od zunanjih dobaviteljev, so se v podjetju ETI odločili razviti lastno aplikacijo za dimenzioniranje jeder. Aplikacijo lahko uporabljajo za dimenzioniranje novih jeder, optimizacijo obstoječih ter tolerančno analizo jeder. Aplikacija je univerzalna za vsa jedra, tako da je primerna za vsa zaščitna stikala na diferenčni tok. Nismo še konec z ETI elektroelementom, saj gre tudi predzadnje priznanje v roke te družbe, in sicer za inovacijo implementacija generik B-tip elektronike v EFI in KZS stikala, ki jo prejmejo Andraž Pušnik, Lucijan Strehar, Tadej Drnovšek in Peter Kastelic. Iskrene čestitke. V podjetju ETI d.o.o. letos predstavljajo prenovljeno različico stikal EFI in KZS tipa B, kjer so na podlagi potrebe po pocenitvi izdelkov v obe stikali vpeljali novo elektroniko, ki jo poimenujejo elektronika B Generic. Nova elektronika je ključni gradnik stikal za ustrezno delovanje na diferenčne tokove tipa B, kjer se za obe stikali lahko uporabi elektronika iste oblike. Nova elektronika omogoča lažjo montažo za obstoječe, kot tudi prihajajoče produkte, ki bodo uporabljali takšno obliko elektronike. Obe stikali sta izdelani v velikosti 4 modulov. S konkurenčnejšo ceno izdelkov se nadejajo pridobiti večji tržni delež ter možnosti pridobitve novih kupcev. Obe stikali se lahko uporabljate za zaščito fotovoltaičnih sistemov, frekvenčnih pretvornikov in polnilnih postaj za električne avtomobile. In še zadnje bronasto priznanje, ki gre v družbo Steklarna Hrastnik, in sicer inovacija implementacija sistema za zagotavljanje ergonomskih mikroklimatskih pogojev v steklarski proizvodnji, prejmeta pa jo Robert Gal in Tilen Sever. Steklarna Hrastnik se v poletnih časih srečuje z veliko problematiko neugodnega temperaturno preobremenjenega delovnega prostora, kar privede do znatnega porasta bolniškega staleža. Z uvedbo novega načina hlajenja in gretja delovnega mesta, kjer lahko delavec individualno nastavi pretok in smer vpiha zraka, so povečali ergonomijo na delovnem mestu. S tem se je posebej v poletnih mesecih močno zmanjšal bolniški stalež iz naslova primerno ohlajenega delovnega mesta. Primerno ohlajeno delovno mesto je prineslo boljše pogoje za delavce, posledično pa se to odraža na kvaliteti dela, večjem zadovoljstvu zaposlenih, uspešnosti proizvodnje in v finančni bilanci podjetja. Pred inovacijo je bil bolniški stalež v poletnih mesecih tudi do 12% na temperaturno najbolj izpostavljenih delovnih mestih tovarne. Po inovaciji pa se je bolniški stalež do 30 dni glede na pretekla leta v celotnem podjetju zmanjšal za kar 25%. Iskrene čestitke vsem 9 in lepa hvala podeljevalki in podeljevalcu, ki se bosta pokomolčkala. Odlično sta opravila tole delo z odliko. Računam, da bodo tudi naslednji podeljevalci tako dobri. Nič, nadaljujemo. Stal je v mrzli vodi in z vso natančnostjo vihtel doma narejeno ribiško palico, s katero je nadzoroval pot vrvice in na kateri je bila skrbno izdelana muha. Nekaj metrov stran je z lahnimi potezami enako počel njegov oče in opazoval svojega 10-letnega sina, kako razvija svojo kreativnost skozi svet muharjenja. Muharjenje je bilo nekaj, kar je njegov oče počel z vso strastjo in ljubeznijo in kar je že leta s ponosom predajal na svojega sina. V muharjenju je videl smisel, stik z naravo in obred. Učil ga je, kako vezati muho, da jo je bilo nemogoče ločiti od resnične žuželke.
Učil ga je obvladovati narejeno muho, da bo ta v zraku delovala kar najbolj naravno, in učil ga je, kako spoštovati naravo in njene skrite kotičke, ko stopaš v njene najbolj skrite predele. Učil ga je filozofije globokega in plemenitega življenja, vztrajnosti in odnosa do stvari in sočloveka. Zavedal se je namreč pomena besed Antona Martina Slomška, ki je dejal: žal najti bo le za 3 reči tvojih preteklih dni. Za hudo storjeno, za dobro zamujeno in za izgubljeni čas. In vedel je, kaj mu v življenju pomeni največ. Spoštovane in spoštovani, zopet je čas za glasbeno točko in sicer smo pri drugem dejanju tega mini koncerta. Zopet na oder vabim trio z Vladom Poredošom in obema sinovama, tokrat skladbo Fontana želja. Včasih zazrem se pod modro nebo, sprašujem oblake, kam plovejo. Včasih bi rad odšel nekam stran, nekam čisto druga. Vprašam še ptico, kam sreča je šla, kje rastejo rože za naju dva. Kam se obrnem, kje naj izdem, da svojo ljubezen povem. Ptice zletele pod sinje nebo, so rože na vrtu sklonile glavo. Sonce že vzhaja, a ja še bedi od silne ljubezni gori. Poskusim še srečo v fontani želja, vržem kovanca za naju dva, ju voda pogoltne naprej žubori, v meni dvome pusti. So ptice zletele pod sinje nebo, so rože na vrtu sklonile glavo. Sonce že vzhaja, a ja švedi od silne ljubezni gori. So ptice zletele pod sinje nebo, so rože na vrtu sklonile glavo. Sonce že vzhaja, a ja še bedi od silne ljubezni gori. Nazadnje se šlogarca v kavo zazre, pove resnico, oči spet odpre. Ne hodi nikamor, ne toči solza, sreča te čaka doma. Ne hodi nikamor, ne toči solza, sreča te čaka doma. Hvala lepa. Hvala lepa vsem trem, ja, sreča nas čaka doma in sreča tudi čaka, vsaj zadovoljstvo, naslednjih 9 prejemnikov srebrnih priznanj, ki jih bosta podelila magistra Staša Baloh Plahutnik, direktorica Zasavske gospodarske zbornice. Staša, prosim, če se nam pridružiš, tebe si dovolim tikati. In pa gospoda Marka Funkla, župana občine Hrastnik, prosim, če se pridružite. Takole, 9 srebrnih priznanj in prvo srebrno priznanje za inovacijo Mokari.
Hrana prihodnosti, prejmejo inovatorke, ki prihajajo iz Srednje šole Zagorje, na oder pa vabim predstavnikov inovatork in tudi ravnateljico. Iskrene čestitke. Podjetje Bugbites, ki ga je Srednja šola Zagorje ustanovila v okviru programa Ekonomski tehnik, spreminja odnos do žuželk v prehrani. Odnos do insektov v hrani je v našem okolju odklonilen, ker imajo mokarji specifičen okus in izgled. Pri razvoju izdelkov se je rešil problem razlike v gustatornih lastnostih med mokarji in drugimi beljakovinskimi živili, pridobili so se želena oblika, struktura in okus izdelka. Z razvojem izdelka je bila želja, da se to oviro odstrani. Z uporabo pravih kombinacij živil in tehnoloških postopkov je uspelo pripraviti prigrizke iz zmletih mokarjev, pralineje, ki so bili v testnem okolju potrošnikov sprejeti. Vse to je samo začetek in dokaz, da se lahko združita vlogi podjetnika in varuha okolja. Njihovi pralineji so sladki začetki v hrano prihodnosti. Iskrene čestitke. Moram priznati, da sem zelo, zelo vesel, da ste prijavili to inovacijo. Namreč spomnim se jo iz letošnjega razpisa JA Slovenija, kjer so dekleta sodelovala na tem razpisu in res sem vesel, da ste se udeležili tudi tega razpisa. Dobro, gremo naprej z drugim srebrnim priznanjem in sicer za inovacijo maketa električnega avtomobila z obogateno resničnostjo. No, srebrno priznanje pa prejmejo Vasja Markič, Živa Podplatnik, Marjan Pograjc in dijaki Miha Kranc, Denis Funkel, Klemen Šuštar, Kristjan Pavlin, Marko Žuželj, Nejc Srdinšek, Žiga Košir, Matic Zamuda in Matej Strniša. Iskrene čestitke vsem. Učitelji in dijaki Srednje tehniške in poklicne šole so se povezali in izdelali maketo električnega avtomobila kot učni pripomoček. Maketa omogoča, da udeleženci od blizu in na realnem primeru spoznajo delovanje sklopov, ki so potrebni za delovanje električnega avtomobila. Pozvali so organizacije v Zasavju in širše, da odpadnih li-ion celic ne zavržejo, ampak jim jih darujejo. S testiranjem so določili zdrave celice in jih uporabili za pogon. Tako so dobili energijo iz 100% recikliranih li-ion baterijskih celic. Za določene komponente so uporabili odpadne aluminijaste in jeklene dele, s 3D tiskalnikom pa so natisnili elemente, ki bi jih sicer morali izdelati iz kovine in s tem pocenili izdelek ter prihranili pri energiji. Kot dodano vrednost so izdelali mobilno aplikacijo, ki ob zajemu slike prikazuje podatke v obogateni resničnosti. Če drži, da na mladih svet stoji, potem zagotovo zelo trdno stoji tule v Zasavju, ker je ogromno mladih inovatorjev. Odlično. Tretje srebrno priznanje za inovacijo izgorevalni sistem za taljenje stekla z mešanico vodika in zemeljskega plina pa prejmejo Tilen Sever, magister Roman Tušek in Mateja Koritnik iz RC Enem, Jaša Polutnik, Robert Gal in magister Marjan Polak iz Steklarne Hrastnik ter izredni profesor dr. Andrej Senegačnik ter profesor dr. Mihael Sekavčnik iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter tudi dr. Martin Demut in Filip Schindler iz Messer Grupa. Iskrene čestitke vsem prejemnikom. Izpusti CO2 so pereč problem v energijsko intenzivni industriji. Ta izziv so v podjetju naslovili z delnim nadomeščanjem fosilnih goriv za taljenje stekla z zelenim vodikom, pridobljenim z energijo iz obnovljivih virov. Razviti izgorevalni sistem je ena od ključnih razvitih omogočevalnih tehnologij pri taljenju stekla z vodikom, saj omogoča izgorevanje mešanice vodika in zemeljskega plina s spremenljivimi koncentracijami vodika v gorivu.
Pri uporabi obnovljivih virov energije z nepredvidljivo razpoložljivostjo je prav to ključno za uspešno optimizacijo pretvorbe energije in brezogljično taljenje stekla. Razvit gorilnik pokriva področje zgorevanja, ki ima za 400% večji obseg od obstoječih rešitev. Razvoj tovrstnih nizkoogljičnih tehnologij je ključen za prehod v nizkoogljično družbo, povečanje odpornosti na podnebne spremembe in navsezadnje za doseganje ambicioznih trajnostnih ciljev Steklarne Hrastnik. Četrto srebrno priznanje pa gre v Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje, in sicer jo prejme docent dr. Uroš Odsepek za inovacijo uvajanja vsebin umetne inteligence v srednješolsko izobraževanje. Iskrene čestitke. Računalniško področje, ki ga pokriva izobraževalni program tehnike računalništva, se ekspresno razvija. Potrebe po kadrih, ki imajo znanje z področja umetne inteligence, pa je vedno večja. Obstoječi izobraževalni program pokriva temeljna računalniška znanja, vsebin z področja umetne inteligence pa ne zajema. Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je prva šola v Sloveniji, ki že 3. leto v redni izobraževalni del vključuje vsebine, s katerimi dijaki prejmejo temeljna znanja in kompetence z področja dela z veliko količino podatkov, njihove analize in modeliranja s pomočjo uporabe algoritmov rudarjenja podatkov. Francis Bacon namreč pravi: suverenost človeka je v znanju. Hvala lepa in čestitke Urošu ter ravnateljici Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. 5. srebrno priznanje za inovacijo ekološko načrtovanje proizvodov pametne steklene embalaže z uporabo bioosnovanih surovin pa prejmejo Natalija Virant in Tilen Sever iz Razvojnega centra Enem, Franc Rot, Sabina Žlindra iz Steklarne Hrastnik ter dr. Blaž Likozar, Saška Javornik, dr. Ivan Jerman in Nigel van der Velde iz Kemijskega inštituta. Iskrene čestitke. V svetu naraščajo trendi napredne embalaže, ki prinašajo pomembne nove funkcionalnosti, vendar pa je glavna slabost pametnih embalaž otežena reciklirabilnost. Da bi zadostili zahtevam trga in hkrati rešili problem recikliranja kompozitov ter posledično zmanjšali okoljsko obremenitev z odpadki, so v Steklarni Hrastnik razvili napredno stekleno embalažo, opremljeno z elektronskimi komponentami. Slednje so integrirali z bioosnovanim lepilom, ki vsebuje 25% delež obnovljivih spojin iz biomase, kar prispeva k višji čistosti lepila ter znižanju porabe energentov in okoljskih odtisov, hkrati pa omogoča enostavno odstranitev pametne značke in recikliranje kompozitov. Ključne lastnosti izdelka so obstojnost pametne značke, možnost recikliranja in ponovne uporabe ter uporaba trajnostnih materialov. Šesto srebrno priznanje za inovacijo Alarmna centrala MX7 pa prejmejo Tomas Hauptmann, Andrej Kalšek, Artur Masanči in Janez Stratnik iz družbe Tebel. Iskrene čestitke. Tebel je podjetje s 30-letnimi izkušnjami in znanjem pri načrtovanju in izvajanju tehnične varnosti v industriji in rudarstvu. Bogate izkušnje z področja protieksplozijske zaščite so jih vodile k skupnim ciljem naša kvaliteta, vaša varnost. Glede na potrebe na trgu, kot tudi v želji po ustvarjanju novih modernih naprav, je podjetje razvilo povsem novo centralo za detekcijo plinov, ki deluje na moderni platformi. Primarni namen centrale je obveščanje in preprečevanje kritičnih dogodkov v okoljih, kjer obstaja nevarnost prisotnosti eksplozivnih ali strupenih plinov. Povezljivost centrale z ostalimi enotami je mogoča preko širokega spektra komunikacij, tako žičnih kot brezžičnih. Odlikujejo izjemna fleksibilnost in prilagodljivost delovanja, kar uporabniku omogoča prilagoditev delovanja glede na lastne zahteve in želje.
Z inovacijo si podjetje Tevel utrjuje uspešno delovanje na svetovnem trgu. Sedmo srebrno priznanje za inovacijo, vključujoče zbiranje odpadnega džinsa in predelava v eko izdelke lastnega programa Zasavskega varstveno-delovnega centra Prešito pa prejmejo Eva Babič, Ksenija Levičar, Ljubica Mladenovič, Milena Planinšek, Mateja Virant Košak, Tjaša Zdovc, Katarina Zupanec in trgovina Mavi Trbovlje. Iskrene čestitke. Za izdelavo enih kavbojk porabimo 8000 litrov vode. Dnevno po svetu umre 4000 otrok zaradi pomanjkanja vode. Mi delamo drugače. Zaposleni Zasavskega varstveno-delovnega centra z invalidnimi uporabniki, otroki zasavskih vrtcev in šol, trgovine Mavi Trbovlje in zasavskih občanov zbiramo odpadni džins, ga režemo ter sestavljamo v reciklirane izdelke. Nastajajo udobni copati, slikovite drobižnice, carske torbice in moderni nahrbtniki ekoblagovne znamke Prešito. S tem omogočamo inovativno, povezovalno, okolju prijazno delo invalidom ter njihovo vključenost v okolje. Gradimo VIP, vključujoče in povezano Zasavje za človeka in naravo. Iskrene čestitke, verjetno je še koga drugega streslo poleg mene ob podatku, da za vsake kavbojke porabimo 8000 litrov vode. Osmo srebrno priznanje za inovacijo talilni vložki NV800V AC za nadtokovno zaščito PV inštalacij in DCAC pretvornikov pa prejmejo Simon Kovač, Brane Lebar, Anton Rome, Aleksandra Povše in Viktor Martinčič iz družbe ETI Elektroelement. ETI je kot eden prvih proizvajalcev na trgu predstavil novo generacijo talilnih vložkov za zaščito fotovoltaičnih instalacij v izmeničnih 800-voltnih sistemih. Inovacija popolnoma sledi novim potrebam trga fotovoltaičnih sistemov. Z inovativno zasnovo talilnih elementov in drugih sestavnih delov so uspeli razviti dva tipa izklopnih karakteristik in znotraj karakteristik tudi široko paleto nazivnih tokov, s katerimi lahko ugodijo vsem zahtevam trga. Inovativna zasnova talilnih vložkov jim omogoča izvedbe z nizkimi izgubnimi močmi in visoko maksimalno izklopno zmogljivost. Dodatna prednost je tudi izvedba konstrukcije v standardnih dimenzijah, ki omogoča vgradnjo v podstavke ali stikalne letve vseh proizvajalcev. Te prednosti jim zvišujejo konkurenčnost na trgu in omogočajo nadaljnjo visoko rast. Zadnje srebrno priznanje pa gre v družbo Steklarna Hrastnik in sicer ga za inovacijo struktura Polaris prejmejo Mateja Šušteršič-Dimic, Sebastian Mahnič, Maja Lapajne, Boštjan Bukovec, Matjaž Zupančič, se opravičujem, in Boris Stopar. Iskrene čestitke. Atraktiven dizajn seta steklenice in kozarca omogoča manjšim blagovnim znamkam Spirit pijač možnosti unikatnega pozicioniranja na trgu, personalizacijo, grajenje lastne zgodbe in komunikacije z uporabniki na cenovno dostopen način. Struktura Polaris ima velik potencial za trženje in razne marketinške akcije. Trži se lahko steklenica s kozarcem, kozarec ali samo steklenica. Navdih za strukturo Polaris se je črpal na lomljenih kockah ledu ter njihovo lastnost lomljenja svetlobe povezal s čistim steklom in vrhunsko tekočino v izdelku ter na ta način doprinesel k dodatni uporabniški izkušnji. Iskrene čestitke vsem 9 prejemnikom srebrnih priznanj, hvala lepa, tudi Staši in gospodu Funklu, tudi vidva sta z odliko opravila tole težko in zahtevno nalogo, mi pa smo tik pred zadnjim glavnim dejanjem, podelitvijo zlatih priznanj Zasavske regije, ampak ne še takoj.
Malo prej je naš trio odpel, da bi radi odšli nekam daleč stran, pa ne bodo odšli, odšli bodo zgolj na kum. Vlado in oba sinova, prosim. Zgodaj sem stal, stvari v rucah zmetal in jo mahnil direktno na kum. In cementarne je šlo, megla me bode v oko, prečkam Savo, zaženem se v hrib. V prve rajde sopiham, si rokave zaviham, le počasi jo rijem navzgor. Nikjer ni konca teh rajd, za vsako noje ovink, na koncu gozda zagledam do boz. Zaspešeno grem, se naokrog uzrem, po noči nekdo je škarfo razbil. Se je preveč veselil, malo s poti zavil, sicer pa glavno ostal je živ. On se name omamlja in vsak prs me obla, jaz jo pa maham veselo naprej. Čez pot so srne skočile, se v hosti izgubile, na Lontožu sem drugič počil. Le mal poti je ostalo, telo je vodo oddalo, mogočne smreke štrlijo nebo. Še zadnji pokel prehodim, gopnik dan ne pohodi, tako prispel sem končno na kum. Takrat pogled se razlije, oster veter zavije, nad mano odpre se modro nebo. Sam na vrhu stojim in v dolino strmim, z rešpetlinom iščem svoj dom. Hey! Hvala lepa Vladu, Milošu in Samu. Niste še zaključili za danes, hvala, da ste nas odpeljali na kum. Dobra ideja je to za danes popoldne, vreme je ta pravo, se pravi, če kdo hoče skočiti na kum, ima priložnost, ampak ne še, gremo na zlata priznanja. 9 zlatih priznanj, od katerih se jih je 5 uvrstilo na nacionalni nivo. Zlata priznanja pa bosta podelila tandem v žensko-moški zasedbi, magistra Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija. Sonja, lepo te povabim, tudi tebe si bom dovolil tikati. In pa gospoda Tomaža Berginca, že večkrat danes povedano, predsednika Zasavske gospodarske zbornice, da oba podelita tale priznanja. No pa začnimo. Prvo zlato priznanje za inovacijo model AEIOU voditeljstva prejme magistra Sonja Klopčič iz podjetja Voditeljstvo, vodenje, svetovanje in razvoj Sonja Klopčič SP.
Iskrene čestitke. Model AEIOU voditeljstva uvaja celostni pristop k vodenju. Kot družbena inovacija ozavešča, da smo vsi del večjega ekosistema in da k trajnostni uspešnosti vodi sodelovanje. Kot organizacijska inovacija pa zasleduje četverni izid: ljudje, poslanstvo, planet, donos ali po angleško 4P. Večja zavzetost zaposlenih, aktiviranje talentov, soustvarjanje, spremembe poslovnega modela, ustvarjalnost in inovacije, vse to so učinki inovacije. Poleg tega model AEIOU voditeljstva prispeva tudi k samozavesti Slovenk in Slovencev, saj se z njim uvrščamo med najbolj napredne narode v razvoju voditeljstva. Model je opisan v knjigi AEIOU voditeljstva, ki je izšla tudi v angleščini. Iskrene čestitke gospe Sonji. Drugo zlato priznanje za inovacijo nova generacija NV00C talilnih vložkov pa prejmejo Simon Kovač, Peter Drnovšek, Jure Ferk, Blaž Majdič, Dejan Prosenik, Primož Mešiček, Peter Bregar, Peter Benko, Miha Drnovšek in Štefan Škrabar iz družb ETI Elektroelement in RC Enem. Iskrene čestitke. Nizkonapetostni talilni vložki NV00C so eni izmed najbolj serijsko proizvedenih proizvodov v podjetju ETI. Povečanje konkurenčnosti in tržnega deleža sta bila glavna motiva, da so se odločili za razvoj nove generacije izdelkov, ki dosegajo vse zahteve mednarodnih standardov. Za dvig produktivnosti in kvalitete so razvili in izdelali tudi čisto novo tehnologijo montaže, ki z avtomatiziranim procesom izdelave po principih industrije 4.0 zagotavlja optimalno kvaliteto izdelanih proizvodov. Z inovacijo so bili doseženi naslednji učinki: višja kvaliteta izdelkov, manjša izgubna moč talilnih vložkov, manjša poraba barvnih kovin, večja produktivnost in nižja lastna cena izdelka. Inovacija bo podjetju ETI še naprej omogočala vodilni tržni delež v segmentu proizvajalcev nizkonapetostnih NV talilnih vložkov. Tretje zlato priznanje gre prav tako v roke družbe ETI Elektroelement in sicer za inovacijo, ki je ne bom prebral do konca, zato ker se bom verjetno zmotil. Požarno zaščitno stikalo s to kratico, ki je zapisana. Prejmejo pa jo Aljaž Smrkolj, Lucijan Strehar in Peter Kastelic. Iskrene čestitke. Za potrebe najvišje stopnje zaščite električne inštalacije pred požarom so v podjetju ETI razvili popolnoma novo požarno zaščitno stikalo KZS AFDD 3M2P. Stikalo predstavlja popolnoma nov nivo zaščite električne inštalacije v kategoriji kombiniranih zaščitnih stikal. Ključna novost je zaščita električne inštalacije pred okvarnimi obloki, ki so nemalokrat vzrok za požar na električni inštalaciji. Dodatno prednost predstavlja tudi LED indikacija vzroka napake ter primernost za uporabo v IT sistemih. Izdelek je bil razvit v sodelovanju z evropskim partnerjem ter različnimi multidisciplinarnimi ekipami znotraj podjetja ETI. Inovacija predstavlja nišni proizvod z visoko dodano vrednostjo in utrjuje močan tržni vpliv podjetja ETI na skandinavskih trgih in širše. Tudi četrto zlato priznanje ima zapleteno kratico, ampak tokrat bom sprejel izziv in sicer gre za inovacijo nova generacija talilnih vložkov 10x85 in 10x14x85 od 2 amperov do 32 amperov 1500 voltov GPV. No, inovatorji, nagrajeni inovatorji pa so Jernej Pisanec, Anže Jerman, Brane Lebar, Miha Brvar, Uroš Polc in Said Beganović iz družb ETI Elektroelement in RC Enem. Iskrene čestitke.
Sodobni trendi razvoja so usmerjeni v naraščanje nazivne moči sončnih elektrarn, saj s tem narašča tudi njihova učinkovitost. Višje nazivne napetosti pa prinašajo tudi izzive za ščitenje modulov za sončne elektrarne. V ETI-ju so razvili novo generacijo cilindričnih talilnih vložkov z nazivnimi toki do 32 amperov in nazivno enosmerno napetostjo do 1500 voltov in izklopno zmogljivostjo 50 kA. Njegovo delovanje s pomočjo posebno oblikovanih talilnih elementov in tako imenovanega trgalnega efekta je zaščiteno s slovenskim in evropskim patentom. Trenutno so v ETI-ju edini v zahodnem svetu, ki znajo izdelati takšen talilni vložek v keramičnem nahvišju. Veliko prednost predstavljajo tudi izredno nizke izgubne moči talilnega vložka, saj manjše segrevanje talilnega vložka v ločilniku omogoča bolj varno in zanesljivo zaščito celotne inštalacije. Iskrene čestitke, prišli pa smo do tistih 5 zlatih priznanj, ki se bodo potegovala za najvišja nacionalna priznanja v Sloveniji. In prvo zlato priznanje, še nekaj, teh 5, ki boste prejeli priznanje oziroma te skupine, vas bom pozval in izzval z eno besedo, na katero boste odgovorili s prvo asociacijo, ki vam pade na pamet. Kaj pomeni asociacija? Se pravi, povem eno besedo in vi odvrnete v eni besedi ali v eni besedni zvezi tisto, kar vam prvo pade na pamet. Prvo zlato priznanje za inovacijo inštalacija z možganskim vmesnikom za slikanje z mislimi prejmejo Matic Bernot, Jon Tavčar, docent dr. Uroš Ocepek iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje ter doktorica Maša Jazbec iz mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter Zavoda za kulturo, Delavski dom Trbovlje. Iskrene čestitke. Inovacija BCI Slikar je rezultat sodelovanja dijakov in učitelja Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje ter raziskovalke laboratorija mreže RUP Delavskega doma Trbovlje. Področje BCI je namenjeno analizi delovanja možganov in uporabe tovrstne tehnologije za opolnomočenje govorno in gibalno oviranih. Do tega trenutka v Sloveniji ni še nihče uporabil BCI z namenom abstraktnega slikanja. Naša inštalacija temelji na virtualni tipkovnici, s katero uporabnik z mislimi preko vmesnika izbira kretnje čopiča. Inovacijo je poskusilo že preko 1000 uporabnikov, njena prepoznavnost pa se širi tudi na mednarodnem nivoju. Ralph M. Sockman namreč pravi: večji kot je otok znanja, daljša je obala čudes. Še asociacija, sta pripravljena? Vsak zase, povedala boste eden za drugim. Beseda je možgani. Pamet? Pamet in znanje. Hvala lepa obema, torej možgani kot pamet in znanje. Iskrene čestitke. Naslednje zlato priznanje, ki gre na nacionalni nivo, pa prejme pisana zasedba 3 podjetij, 3 družb Steklarne Hrastnik, Petrol in Solvera Links, in sicer za inovacijo programska rešitev za prožno upravljanje z energijo v steklarski industriji. Prejmejo jo magister Roman Tušek in Kristjan Kokol iz Steklarne Hrastnik, Tilen Sever iz RC Enem, Tomaž Buh, Simon Mihevc, Kristjan Sešek in Aljaž Koželj iz Solvere Links in dr. Gašper Artač ter Boroti Rep iz podjetja Petrol. Iskrene čestitke. Programska rešitev za prožno upravljanje z energijo v steklarski industriji je namenjena za uporabo upravljanja z razpršenimi proizvodnimi viri in prilagodljivimi bremeni. Produktna inovacija predstavlja inovativno rešitev optimizacije in agregacije lokalnih virov, elektrolajzerja, sončne elektrarne ter dizel električnega agregata z namenom zagotoviti finančne prihranke in nižji ekološki odtis v steklarski industriji. Vključuje tudi komunikacijsko-krmilne naprave, ki so nameščene pri posameznih enotah, ter programsko rešitev, ki združuje, agregira, napoveduje ter optimizira vse vključene enote samodejno ali na zahtevo uporabnika.
Upravljanje je izvedeno z naprednimi optimizacijskimi in napovednimi modeli na osnovi metod strojnega učenja in metod linearnih regresij z drsečim povprečjem. Pri vaši skupini bom iskren, da sem spremenil besedo za asociacijo, ko sem se danes prepeljal v Zasavsko dolino. Želel sem dati besedo steklo, pa je ne bom, ker ste iz različnih koncev. Dam besedo rumena. Kaj je prva asociacija na besedo rumena? Tako je, Sonja je ugotovila, kaj se mislijo, da bo, ampak ni. Hvala lepa, nihče ni pomislil na Primoža Rogliča, morda bi kdo pomislil tule na Tadeja Pogačarja, ampak ne, ker ste Zasavci. Iskrene čestitke vsem še enkrat, oziroma niste vsi Zasavci, res je. In nič, uspešno še naprej. Bravo. Naslednje zlato priznanje pa gre v družbo ETI Elektroelement, in sicer za inovacijo NVDC varovalka za velika baterijska električna vozila. Inovatorja pa sta Matic Bajda in Lucijan Strehar. Iskrene čestitke. V želji po napredku in širjenju tudi v druge aplikacije so se v ETI odzvali na zelo zahtevno povpraševanje s trga. Potrebno je bilo razviti nov talilni vložek, kateri bo ščitil baterijske sisteme, hkrati pa napovedati njegovo življenjsko dobo. ETI-jevi inženirji so skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov razvili model napovedovanja življenjske dobe ter dokazali, da se naključna električna obremenitev odraža v mehanski obremenitvi talilnega elementa. Z naprednimi simulacijskimi okolji je tako moč simulirati temperaturne profile, mehanske napetosti in rast poškodbe do porušitve. Z uspešnim modelom napovedovanja življenjske dobe je tako ETI postal dobavitelj talilnih vložkov prestižnejših avtomobilskih proizvajalcev, kar pa je odprlo številna druga vrata za sodelovanje v avtomobilski industriji. Iskrene čestitke. I guess I will need to switch a little bit into English, right? Okay, so you know what are associations? I say one word and you say the first association, okay? So you will speak in English and Matic, ti boš govoril v slovenščini. So you can also speak in English, no problem. So the word is electrical vehicle, električno vozilo, please. Tesla, okay? Okay, very nice. Hvala lepa. Nekdo je pogledal globalno, drugi pa prav tako globalno in lokalno. Iskrene čestitke. Naslednje zlato priznanje pa prav tako gre v družbo ETI Elektroelement in RC Enem, oziroma ne, RC Nela, in sicer za novo generacijo zaščitnik stikal na diferenčni tok EFI. Prejmejo pa zlato priznanje Mitja Vozel, Tadej Drnovšek, Miran Dolinšek in Urban Majdič. Iskrene čestitke. Nova generacija zaščitnih stikal na diferenčni tok EFI-P za dodatno zaščito oseb pred dotikom delov pod napetostjo in zaščito pred požarom predstavlja pomemben sestavni element hišnih in drugih električnih inštalacij. Glavna prednost novih stikal je v konstrukciji kontaktnega sistema. Ta omogoča bistveno manjši presek in krajšo dolžino primarnih vodnikov in s tem nižjo izgubno moč. Naslednja izboljšava je uporaba dvostopenjskega stikalnega mehanizma. Potrebna sila za proženje je zato lahko znatno nižja, mehanizem pa deluje z večjo dinamiko, kar pomeni pomembno izboljšanje karakteristik stikala. Zasnova izdelka omogoča avtomatizirano montažo tako podsklopov kot končnega izdelka ter zanesljivo uporabo v celotni življenjski dobi, k znižanju stroškov pa prispeva tudi poenotenje sestavnih delov. S tem so povečali produktivnost, hkrati pa z manjšo porabo materiala zmanjšali obremenitev okolja.
Torej, navodila so jasna, instructions are clear. I have another word for you. Elektrika, electricity. Ok. Prosim? Power. Ok, se pravi, dve asociaciji, Power in Yugoslavian Tesla. Was that right? Oh, yeah. Okay, so I got that right. Thank you. Yugoslavian Tesla. Hvala lepa in čestitke vsem. Prišli pa smo do zadnjega zlatega priznanja in sicer za inovacijo multifunkcionalno modularno hidravlično prijemalo s sinhronim in asinhronim prijemanjem, ki ga prejme Rafko Voje iz družbe Modularis Tech. Iskrene čestitke. Pametna multifunkcijska roka za delovne stroje je poslovna filozofija in vizija podjetja Modularis. Modularis Smart razvojni pristop temelji na bioniki, njihove rešitve so enostavne, zanesljive in racionalne. Na trgu obstaja množica namenskih orodij z eno funkcijo, ki ga z inovativnim in racionalnim pristopom zamenjuje Modularis Drive pogon, v tem trenutku že z več kot 50 funkcijami. Prvi na svetu so razvili prvo modularno multifunkcijsko orodje, gradijo nov poslovni model, ki so ga poimenovali Upgrade koncept. Modularis koncept maksimalne zanesljivosti vključuje patentirano asinhrono delovanje in best grip obliko prijemalne čeljusti. Inovativna rešitev navdušuje kupce v Evropski uniji, Ameriki, Novi Zelandiji in Rusiji. Rafko, še midva. Pri vas nisem imel prav težke naloge, ker takoj sem pomislil samo na eno besedo. Vi pa mi dajte asociacijo. Čeljust. Pametna čeljust. Mislil sem, da boste rekli Modularis Tech. Torej, pametna čeljust, iskrene čestitke, Rafko, še enkrat. In se vidimo na Brdu pri Kranju. Hvala lepa in čestitke vsem 9 zlatim inovatorjem. Hvala obema dvema podeljevalcema, tudi vidva sta opravila tole z odliko. Enega povabim nazaj na stol, na svoje mesto. Sonja, tebe pa lepo vabim k govorniškemu pultu za nekaj zaključnih misli. Hvala lepa. Čudovito se je pripeljati v ta kraj, ko je sonceno obsijan in ko je vse rumeno okrog, ne? Pa ne samo naša Staša v rumeni obleki, ne? Ampak ovekovečenje v bistvu zgodovinskega trenutka na področju enega resnega športa. Ampak izjemno me je veselilo, ko je bilo vprašanje na asociacija, igra asociacij na rumeno, so bili odgovori sonce, energija, življenje. Ne? In to mislim, da je čutiti, sem prav povedala? Ne? In semafor. In to vse je bilo pravzaprav z izjemo semaforja čutiti, mislim, da tudi danes v tej dvorani. Tako da moje vprašanje je najprej inovatorjem. Kako se počutite danes? V redu? V redu? A to pomeni, da ste 5 minut vložili v svojo inovacijo? A je bilo veliko truda, solza, krikov, veselja, neprespanih noči? Običajno je tako, ne? In potem, ko enkrat prideš do tiste točke, da je zadeva vendarle zaključena, ko prideš do točke, ko je prepoznana, nagrajena in s tem tudi splavljena v svet, mislim, da je občutek pravilno, da se danes počutite res dobro. Bi pa podelila samo še eno misel iz prejšnjega tedna. Prisostvovala sem eni okrogli mizi, kjer so bili mladi med 20 in 30 let in voditelj je bil podobno navihan, kot je naš Aleš, in je rekel, dokončajte prosim misel, stavek do konca. In vprašanje je bilo, ne če ti maska pada dol kot meni, ampak je bilo vprašanje, zaključite, Slovenija je. Se pravi, z nekega vidika, kako mlada generacija gleda na to, kaj je Slovenija. In lahko bi od tistih 5 mladih fantov in deklet, vsi super nadebudni, od katerih ki bojo še pomembno v bistvu vplivali na to, kaj se bo v Sloveniji naprej dogajalo,
ker so lepi predstavniki svoje generacije, je bilo začutiti najprej krasna dežela za živeti v njej, to je bila verjetno tudi vaša prva misel, a ne, še sploh, ko sonce zunaj tako sije. Naprej je bilo pa, sposobni smo veliko stvari narediti, znamo delati, znamo ustvarjati, inženirski narod, ne. Ampak nihče med njimi pa ni rekel, znamo prodajati. In zato mi je bilo všeč, ko sem direktorja ETI-ja vprašala in vašega predsednika regionalne zbornice, a vi v ETI-ju sploh še kaj drugega delate, kot samo inovirate, glede na to, da so bili že samo zdaj toliko gor na odru, ne? Pravi, še prodajamo. Ne? Tako da vsem vam, ki ste inovatorji, velika spodbuda in zahvala za to, da svoje sive celice prisilite v to, da izumljajo nekaj novega, ker vemo, da to ni najbolj enostavno opravilo, da se je težko razmišljati, kot načuči doktor Kahneman, da se telo temu upira globokemu razmišljanju, vi to počnete. Vsem tistim, ki ste pa odgovorni za prodajo, pa naj bo to velika spodbuda, ker imate dobro surovino v rokah za prodajati. Naj bo ta generacija, ki jo zdaj vzgajamo, tista, ki bo znala povedati, da znamo stvari narediti in znamo jih tudi dobro unovčiti. In potem tudi 60 000 evrov dodane vrednosti, k čemu gospodarska zbornica teži, visoke plače ne bodo nobena ovira. Tako da želim vam, da bodo vaše inovacije čim prej postale, se pozlatile, ne samo skozi nagrado, ampak tudi tako dokazane na trgu in da se bo to poznalo vam v žepih, v vaših nasmehih in v veselju zaradi tistih, zaradi katerih tiste neprespane noči vlagate v inovacije. Hvala in srečno. Hvala lepa, Sonji Šmut, za tele čudovite besede, tudi za kompliment. Da sem navihan nekaj tako lepega, mi je nazadnje rekla žena, ko je rekla, da sem kot otrok in da ima sedaj doma 4. Takole, nismo še povsem zaključili, malenkosti še do konca, preden gremo vsi skupaj ven na sonce, predtem pa sledi še 4. dejanje današnjega mini koncerta. Vlado, Miloš in Samo bodo odcveteli oziroma bodo cveteli v komadu Ko so lipe cvetele. Prosim. Popoldne in hladen vetrič pod krošnjami starih dreves. Klopca v gaju, brstenje v maju, poslušava ptičke žgolet. Najprej malce sproščeni klepet, kako lepo je živeti. Gradiva načrte, tvoje oči so zazrte, serijo mojih besed. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto v Zagorju. Tako lepo je sanjati v goje, a ni res, to ni res. Ko so lipe cvetele in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetele in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe cvetele in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetele in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Pobil tvoji torbi, kar naprej je brenčal, najraj bi ga v gremovje zagnal. Postala si živčna, kasneje še zbirčna, počasi izgubljam te. Pa sva sanjala vikend na morju,
gradila bajto za gorje, na to pripeljal se on je z BMW-jem in si odšla, ko so lipe cvetele in bil je lep maj, sva šla na sprehod tukaj, ko so lipe cvetele in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj, ko so lipe cvetele in bil je lep maj, sva šla na sprehod tukaj, ko so lipe cvetele in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ostal je spomin na maj, ostal je spomin na maj. Hvala lepa. In hvala lepa vam trem, ne vem, če smo se vsi zavedali, da je tole izjemna priložnost, ker vprašanje, kdaj bomo spet naslednjič na koncertu v živo, sedaj se vse dogaja online, danes pa smo v živo. Takole, no, prišli pa smo do konca današnje podelitve, tele svečane podelitve priznanj vam, cvetu inovatorstva tule v Zasavju. V imenu Zasavske gospodarske zbornice se zahvaljujem vsem vam navzočim, vam inovatorkam in inovatorjem, ki počnete to, kar počnete in vas prosim, počnite to še naprej, ne glede na to, kakšni časi prihajajo. Zahvaljujemo pa se tudi vsem sponzorjem, gostiteljici, občini Zagorje ob Savi, družbi ETI, Elektroelement iz Izlak, Steklarni Hrastnik, Regionalno razvojni agenciji Zasavje in Regionalnemu tehnološkemu centru Zasavje. Preden pa zaključim svojo zgodbo, ki sem jo začel povsem na začetku, pa vse predstavnike posameznih inovacij tule po zaključku prosim, da se zberejo pred Delavskim domom, kjer bo potekalo fotografiranje. Vsa navodila boste dobili tam, na mestu. Prav tako pa tudi vsi ostali povabljeni ven pred Delavski dom na prigrizek. Še vedno pa seveda opozarjamo na upoštevanje vseh ukrepov, ki se tičejo distance, nošenja mask in vseh podobnih stvari. Tako. Pa zaključimo. Ležal je na materinih prsih in počival v varnem zavetju, ki ga je pod srcem nosilo celih 9 mesecev. Mati je bila izmučena, a še nikoli tako živa kot v teh trenutkih. Poleg nje je stal oče, ponosen na to malo bitje, ki je pred nekaj minutami dalo njunima življenjema dodaten smisel. To ni bil njun prvi otrok, niti zadnji, a bil je edinstven in njun. In imela sta ga neskončno rada. Oče se je dotaknil njegove glave in tiho rekel: Pozdravljen, ki si prišel. Zahvaljena milost, ki te je napotila k nam in naš dom napolnila smehom in jokom. Tako se soba polni svetlobo, tako se silna moč toči v nas in se pred nami boči neusmišljeni trak, ki vodi v prihodnost. Spoštovane in spoštovani, s tem začetkom te zgodbe oziroma s koncem, kakorkoli že to vzamemo, šli smo od smrti do rojstva. S tem zaključujem. Zgodba je sicer izmišljena in upam, da ste razumeli njeno sporočilo. Ta oče, mama, direktor, raziskovalec, inovator, to je lahko kdorkoli izmed vas. Te osebe so lahko Roman, Tomaž, Maša, Sonja, kdorkoli. In če ravno na svojo preteklo pot, ki je glede na današnji dan vsekakor uspešna, ne morete več vplivati, pa imate vpliv na vašo prihodnost. Kakšno pot ste si zadali, veste le vi sami in vesel sem, da bom verjetno lahko marsikom izmed vas kmalu bral v kakšnem mediju in vesel sem, da sem lahko danes delček vašega življenja. Lahko ste ponosni na to, kar ste dosegli in ne obremenjujte se s tem, če vam bo kdo kadarkoli rekel, da imate v življenju srečo. Jaz sem prepričan, da takšne sreče ne obstaja, ampak da je vsak svoje sreče kovač. Želim vam torej srečno in uspešno pot, na kateri pa se tu in tam spomnite tudi na tele Pavčkove, morda že kdaj klišejske besede, ampak so na mestu. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si človek do ljudi. Pa srečno.